Direktor UKC Maribor Gregor Pivec in minister za zdravje Dorjan Marušič sta danes izbranimi izvajalci podpisala pogodbo o gradnji oddelka za onkologijo in radioterapijo. Predvidevamo, da bi se investicija in pa seveda tudi izobraževanje novih kadrov, predvsem zdravnikov, vseh specialnosti, ki so potrebni za to vrstno dejavnost, končala do leta 2015. Tako da pričakujemo, da bo vsaj do konca tega leta tudi ta center zaživel. Mi smo pričeli z izobraževanjem kadrov že pred 2 letoma, tako da je to pridobitev, ki bo bistveno izboljšala komfort teh bolnikov z malignimi obolenji. Zavedati se moramo, da so to najtežji bolniki in jih ne bo potrebno več prevažati za vsako najmanjše obsevanje na Onkološki inštitut v Ljubljano. Pogodbe so pravnomočne, tako da predvidoma v prihodnjem tednu oziroma že ta vikend bodo gradbinci postavili gradbene ograje in prihodnji teden se prične gradnja. Kje bo stal ta objekt? Ta objekt bo stal na sedanjem parkirišču med kirurško stolpnico in železnico. Jaz bi rekel zahodno od urgentnega vhoda v bolnišnico. Izjemne zahvale vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki je ne realiziral, presegel moja pričakovanja. Namreč naj spomnim, da v januarju smo se ob obisku vlade v Mariboru srečali in obljubili 3 projekte, aprila podpisali pomemben sporazum in danes podpisujemo pogodbe. Verjetno bi tekmovala z generalnim direktorjem, kdo ima večji interes, da se ta oddelek postavi, vendar prepričan sem, da bi na koncu direktor zmagal. Univerzitetni klinični center Maribor to potrebuje, Slovenija to potrebuje. Slovenija potrebuje na tem področju konkurenco, potrebuje dodatne kapacitete in to upam, da bo tako potekalo, kot smo zastavili, v terminskih planih, kot je direktor svojo ekipo zastavil. Sam osebno bi si želel, da bi podoben center nastal tudi na primorskem koncu, kar bi še za te bolnike z primorskega konca tudi izboljšalo torej njihov komfort. Normalno, da bomo sprejeli vse bolnike, drugače pa večina bolnikov bo brez dvoma iz severovzhodne Slovenije, se pravi iz Prekmurja, Slovenskih goric, tukaj Dravskega polja, deloma Celjske regije in Koroške. Glede na pomanjkanje zdravnikov, odkot ste vzeli kadre, pričakujete, načrtujete nove zaposlitve morda? Seveda, normalno, da načrtujemo tukaj nove zaposlitve do leta 2015. Povedal pa sem že, da specializacije mladih zdravnikov, to je za radioterapijo in za kemoterapijo, že potekajo. Kirurško zdravljenje malignih obolenj pa smo že imeli razvito oziroma imamo razvito v kliničnem centru za vse vrste kirurškega zdravljenja, tako da to posebej ne zahteva dodatnih kadrov.